Lepo pozdravljeni, znova je ponedeljek, znova dobrodošli v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum in kot vsak ponedeljek na ETV je z nami znova numerologija. Zadnji dve oddaji sta bili brez numeroskopa, se pravi brez tedenskega napovednika, ker sta bili temi malo bolj zajetni, zato bomo danes to malo uravnovesili in bomo se posvetili predvsem temule tednu. Pred nami je 32. teden v letu 2021. Vsaka ta številkica meni veliko pove, zdaj pa bomo to prevedli v take malo bolj vsakdanje preproste izraze še za vas. Število 32 simbolizira po eni strani kreativnost, odnose, komunikacijo, se pravi, po vsej verjetnosti nam bo v temu tednu to malo nagajalo sem pa kaj. Lahko bomo kaj narobe razumeli, lahko si bomo kaj malo po svoje domišljali. Velika verjetnost je, da bomo domnevali, da druga oseba razmišlja enako kot mi. Velika verjetnost je tudi, da bomo domnevali, da druga oseba čustvuje na enak način kot mi. Velika verjetnost je tudi, da bomo potrebovali malo več svobode in obenem malo več bližine. Malo bomo kontradiktorni. No, pa na to smo se pa zdaj že navadili v zadnjih 2 letih, da stvari so malo kontradiktorne, nasprotujoče si, zanimive, takšne in drugačne. Torej trojkica na začetku nam pomaga pri tem, da smo bolj radoživi, bolj ustvarjalni, bolj kreativni, bolj mi, se pravi poleti ponavadi smo taki, bolj, bom rekla, ne samo igrivi, ampak poletje itak simbolizira počitnice, simbolizira to, da si dovolimo malo več, da imamo malo več časa. Torej, zakaj si sicer ne date časa? Kaj je tisto, česar si sicer ne dovolite? Trojka simbolizira tudi malo nezrelosti, kdaj smo pa malo neodgovorni. Ker 32 seštejemo v 5, bo to ta teden še toliko bolj močno, sploh glede na to, da tudi 2021 podobno nosi seštevek števila 5. Kaj zdaj torej prinaša ta petka? Potreba po svobodi, potreba po neomejenosti, po egzotiki, po nenavadnem, po tveganem, po prepovedanem, po nečem, kar je zelo barvito, kar je zelo živo, kar je zelo živahno, kar je zelo doživeto. To lahko povezujemo tudi, rekli smo prej, s tveganjem, s predrznostjo, z nedosegljivim, s prepovedanim, torej, saj veste, na kaj namigujem v tem trenutku. Tale teden bo pokazal, kje se počutimo ujete. Pravzaprav je to namen celotnega leta, ampak v tem času bi se lahko mi počutili v lastni ujetosti mnogo bolj ranljivi kot sicer. Torej, dajte si potreben čas, da sploh zaznate, kaj čutite. Torej, počitnice, čas za sebe, to, da počnemo stvari, ki nas veselijo, ne samo to, kar moramo, je fantastičen pristop ravno k temu. Lotevajte pa se potem problemov drugače. Tudi to simbolizira 5. Kako lahko iščemo rešitve na drugačen način? Saj veste, kaj pravijo. Če boste vedno počeli isto, ne morete pričakovati drugačnih rezultatov, to je pa vendarle logično. Ampak kaj, ko nam je marsikdaj v teoriji logično, v praksi pa malo slabše to logiko izvajamo. Torej, kaj je tisto, kar vam prvo pride na misel ob sledečih vprašanjih? A ste pripravljeni? Kdo vam gre na živce? Koga najrajš kar nekaj časa ne bi srečali? S kom se zelo neradi družite zadnje čase? Kaj je tisto, česar si ful želite, pa veste, da se ne boste nikoli spomnili? To so vprašanja, ki se kar nekako ponavljajo v mojih oddajah, ne? Ampak odgovori verjetno se pa tudi spreminjajo. Kaj je tisto, kar vam gre najbolj na živce v tem trenutku? Prikličite si v misli nekoga, ki vam res vse živce popije. Ki vam poči film lahko, ko se morate zelo brzdati, da ne eksplodirate ob tej osebi. Mogoče v tem trenutku ni nikogar v vašem življenju, ampak sigurno kakšno takšno izkušnjo v življenju za seboj že imate. Ena izmed razlag je, da to, kar nas moti pri drugih, absolutno ne vidimo pri sebi, kar je mnogokrat res, to, kar kritiziramo pri drugih, mnogokrat ne znamo sami pri sebi prepoznati, torej bodimo vseeno malo tudi samokritični. Druga stvar, ki pa jo zelo rada poudarjam, pa je, da velikokrat nas nekaj pri zapisu, pri vibraciji te osebe moti, ker je ta oseba naše nasprotje. Kaj ti sicer jaz mislim, a veste, če bi vedno srečevali samo točno to, kar mi smo, pa samo točno to, kar mi prezentiramo, mislim, da serijski morilci ne bi svojih žrtev srečali, ker če bi srečevali točno samo to, kar so, potem bi kmalu izumrli pravzaprav. Torej, velikokrat nas nekaj moti zato, ker nam nosi sporočilo, kdo ali kaj nismo, ali kaj smo presegli, prerasli, nekako smo zdaj bolj zreli in nas zato moti.
Kako bomo mi se odzivali na to, pa je seveda naša lastna izbira in v 32. tednu bomo lahko po eni strani si želeli zbežati stran, pa se ne s tem ukvarjati, pa se delati, da to ni tako hudo. Po drugi strani bi nas pa lahko nekako obrnilo ravno v obratno skrajnost. Se pravi, nas bo nekaj zelo motilo, nas bo nekaj zelo znerviralo, nas bo nekaj zelo spravilo ob živce. Ta trojkica, preomenjena domišljija, lahko stvari zelo spotencira. Torej, bodite nekako samodisciplinirani, čeprav ne maram te besede v tem tednu, in se vračajte vedno znova nazaj v svoje bistvo. Avgust smo povedali, je mesec, v katerem hitreje manifestiramo, bolj se moramo odločati za sebe, izbiramo stvari za sebe in pravzaprav 32. teden nam bo prinesel vse tiste mehurčke, če se jih spomnite iz prejšnjih oddaj, izbir nekih tujih pričakovanj, nekih možnosti, priložnosti, načinov razmišljanja, na katere nismo pomislili. Torej, pravzaprav pred nami je paleta življenja. Pred nami so barve, na katere mogoče prej sploh niti nismo trzali, da rečem po domače, ki jih mogoče niti nismo zaznavali. Torej, kateri so tisti vzorci v vašem življenju, miselni vzorci, ki vas omejujejo pri tem, da bi bili bolj spontani, bolj odprti, bolj drugačni in ki pravzaprav vedno znova prihajate do istih izzivov, do istih težav, do istih situacij. Mogoče se vam vedno znova ponavljajo podobni ljudje v življenju, podobne situacije v službi v življenju, podobne situacije na področju prehrane, športa, česarkoli. Vse to nekako smo že julija pregledovali, analizirali, zdaj avgusta pa, kot smo že poudarili pred 2 oddajama, je čas za to, da stvari spremenimo. Torej, jaz vam predlagam, da ko se bo oddaja končala, vzamete papir in napišete vse tisto, kar vas žucira, kar vas moti in kako boste to spremenili na drugačen način. Prvi korak in običajno najbolj ključen korak je to, da odvzamemo moč tem ljudem, tem situacijam, tem odnosom, temu, kar nas moti. Se pravi, če imam jaz po strani nos in me to ful moti, ali resnično po strani nos strašno zniža kvaliteto mojega življenja, ali pravzaprav je moje dojemanje tega, da to, da imam po strani nos, je to zelo strašno in grozno in slabo, da znižuje kvaliteto mojega življenja. Ker po vsej verjetnosti, kar se zgodi v takih situacijah, je, da ta po strani nos opazim jaz mnogo bolj kritično in mnogo bolj negativno kot velika večina v moji bližini. In ta postrani nos je seveda samo primer. Vsi imamo neke značilnosti, takšne in drugačne pri sebi, ki nas motijo, ki nam niso ljube, pa morda pravzaprav nimajo konkretnega vpliva na naše življenje. Kajti razlika je, če recimo, ne vem, v zelo hudim prometni nesreči izgubite roko, ali pa če imate tukaj eno brazgotinco, ki vas moti. Velika razlika je, kako mi dojemamo stvari in kako velikokrat morda jim dajemo prevelik ali pa zelo velik pomen, pa pravzaprav nimajo tako zelo gromozanskega vpliva na naše življenje. Torej, ko odvzamemo moč temu, kar nas moti, si spustimo in sprostimo življenje in energijo in odpremo pot vsemu temu, kar pa nas morda bolj radosti. Velikokrat ostajamo resnično pri fizičnih značilnostih in se morda preveč soočamo ali pa preveč podrobno gledamo, kje nam kakšna kocina preveč raste, pa kje imamo kakšen mozolj, pa kakšno frizuro imamo danes. Pravzaprav mogoče čez 10 let se tega mozolja niti ne boste več spomnili. A je tako? Torej, v avgustu, glede na to, da nas obdaja zelo močna energija manifestiranja, bodimo odgovorni in se vprašajmo v vsakem danem trenutku, ko vidimo, da prihaja nek val energije, ko vidimo, da bomo ali eksplodirali, ali bomo ful veseli, kaj pravzaprav ta energija prinaša in kako jo bomo usmerili. Kajti to število 3 nam lahko pomaga pri fantastičnih rešitvah, pri novih projektih, pri novem povezovanju. 32. teden je fantastičen v tem, da se povezujete z ljudmi, ki imajo bujno domišljijo, ki so kreativni, ki so odpičeni, ki so drugačni, ki so bolj svobodomiselni, ki so bolj spontani, ki se upajo tvegati, ki razmišljajo zelo drugače kot vi, ki potrebujejo to dinamiko, ki si želijo dinamike. Ravno v tej spontanosti se včasih in tej egzotiki lahko rodijo ideje, na katere sicer tudi pomislili nismo. In ne bi. Torej, obdajajte se z ljudmi, ki drugače razmišljajo od vas, z ljudmi, ki so polni idej, z ljudmi, ki mogoče so tudi malo neresni, pa se vam mogoče zdijo otročji, mogoče celo nezreli, neodgovorni, ampak pravzaprav
Od njih potrebujete tisto iskrico, vero, zanimanje, zagon. Če ste jo morda izgubili, ne trdim, da ste jo. Če pa je niste izgubili, pa super, boste pa skupaj brainstormali, boste pa skupaj iskali ideje. Tale teden je bolj kot ne namenjen temu, da iščemo ideje, da smo spontani, da uživamo v tem, kar smo in da izkušamo drugačno in predvsem obratno, nasprotno od nas samih. Tam lahko najdemo nove nauke, tam lahko najdemo drugačne možnosti, drugačne rešitve, nekaj, kar ni sicer tako zelo zlajneno in vsakdanje nam poznano. Kakorkoli že je letošnje leto takšno in drugačno, za nekatere je bolj prijazno, za nekatere manj, vse nas pa nekako potiska ven iz našega obdobja ugodja, navajenosti, navad, načina razmišljanja. Jaz verjamem, da če bi gledali 2-3 leta nazaj, da bi vsak za sebe našel kar nekaj lastnosti, ki jih je pri sebi spremenil, prepoznal, mogoče okrepil, mogoče prepoznal, da je na temu še potrebno nekaj delati. Torej v tem času se bodo pojavljale možnosti, priložnosti in ideje, na katere sicer sami ne bi pomislili, zato spregovorite. Če o svojih problemih, če o svojih težavah ne govorite, potem druga oseba ne more niti priti s predlogom, vam niti mogoče ne more svetovati, vas niti ne more razumeti. Se pravi, če ste tečni, vam je vse odveč, je velika razlika, če pridete in rečete, sorry, stari, danes pa res ne morem dati, ful sem zoparan, če bom kje sikal, ne osebno zameriti. Druga oseba bo vedela in vas bo pustila pri miru in bo tudi razumela, če boste renčali sami sebi v brado, da je to zato, ker imate vi slab dan, ne zato, ker je ta oseba nekaj naredila slabega vam. Torej, zelo ključnega pomena v tem času je komunikacija, izražanje svojega mnenja, sploh če imate občutek, da to mnenje ne bo dobro sprejeto. In obenem, seveda, ker vedno je daj dam, tudi sprejemanje mnenja, načinov življenja, razmišljanja in funkcioniranja, ki pa vam niso všeč. Torej, v tem času bi se nam lahko utrnile zanimive ideje, lahko bi se nam utrnile pa tudi občutki zamere. Včasih smo vsi 3 leta stari, pa se večemo po tleh, pa smo žaljeni, pa mulo kuhamo. Tudi to se lahko ta teden zgodi, če boste sebe prepoznali v situaciji, kjer se obnašate kot otroček, ki bi se najraje vrgel po tleh pred blagajno in cepetal in jokal. Dovolite si to občutiti, kar pomeni, da morda je najboljši recept, da greste domov, se zjokate, mogoče prebutate polštor, mogoče si dovolite to jezo dati ven, tako da greste teč, da mogoče pospravljate, da mogoče likate, ne vem, karkoli je tisto, kar je za vas filter, vsak izmed nas ima svojega, jaz upam, da do sedaj že poznate svojega. Dajte to ven iz sebe, ničesar ne zadržujte v sebi, to pa ne pomeni, da boste na druge vpili, to ne pomeni, da jim boste grozili, to pomeni preprosto, da boste sebi dopustili ozavestiti ta občutek in jaz mislim, da na koncu dneva, če si boste to dovolili, boste ugotovili, da pravzaprav sploh ni bil problem v drugi osebi, da pravzaprav to, kar vas je zelo, zelo nerviralo, živciralo, vam kravžalo živčke, je pravzaprav nekaj, kar vas moti pri sebi oziroma je nek klic vaše duše, da ne živite svoje zgodbe. In to vedno znova ugotavljamo, je namen let, v katerih smo. Zdaj pa poglejmo, kaj tale teden prinaša vam, še glede na vaše število življenjske poti. Torej, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, toliko časa, da dobite samo eno številko, pomagajte si s prsti ali pa z mobitelom, verjamem pa, da zdaj znate tole že na pamet. Enke. Pred vami je teden, v katerem bodo nenavadne ideje na poznanih področjih lahko nekoliko impulzivne. Vam bi predlagala, da vseeno dajte prespati, preden se slepo vržete v nekaj novega, v nekaj nepoznanega, predvsem če so okoli vas ljudje, ki so podobno drzni in pogumni, kot ste vi. V tem času ste malo pod vplivom ali pa mogoče malo bolj izpostavljeni impulzivnosti, mogoče malo bolj hitri, mogoče malenkost prehitri. In tukaj bi znova opozorila na to trojkico. Ljudje, ki veliko obljubljajo in so morda zdaj v vaši bližini in imajo ful, super, hude, top ideje, ni nujno, da jih bodo izpeljali. Torej, obdajte se z ljudmi, ki so zanesljivi, ki so prizemljeni, ki imajo potreben zid sleder za to, da se določeni ideje, zamisli, projekti in te stvari tudi izpeljejo. To je tudi vaša lekcija, kaj ne? Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, v katerem bo potrebno skomunicirati nekaj, kar vas moti. To se kar malo vleče letošnje leto, veliko je podobne energije. V tem času je pomembno, da znate prepoznati ljudi,
ki eno govorijo in drugo delajo. Tega bo veliko v vaši okolici. Zdajle se pravi ljudje, ki morda sami sebe ne doživljajo ravno realno. Vsi smo kdaj pod stresom, vsi smo kdaj v stiski, vsi smo kdaj, ne bom rekla, da v zablodi, ampak veste, kaj pravijo? Ko stojiš v hiši, je ne vidiš. Torej, sami sebe včasih resnično samo slabše prepoznavamo, zato bi vam položila na dušo. Ni nujno, da vas ti ljudje želijo kaniti, ni nujno, da vam želijo škoditi, morda preprosto ne vidijo sebe in dane situacije tako zelo jasno in logično kot jo vi. Saj vemo, za druge smo vedno vsi pametni, za sebe včasih manj. Dajte jim svetovati z nekega položaja prijatelja, sočutja, razumevanja. Če naletite na gluha ušesa, pa to ni vaš problem, ni vaša naloga. Prav pa je, da vi ohranjate svojo vibracijo visoko, svojo vibracijo čisto in svojo vibracijo vašo. Ne prilagajajte se drugim za teden. Število življenjske poti 3. Ustvarjalnost, domišljija, pa to vam je vendarle pisano na kožo. Torej, tale teden bo prinesel veliko energije in dobrega počutja, razen če sami v sebe ne zaupate. Ta življenjska lekcija, ki vas kar spremlja, predvsem tole leto, se bo znova oglasila. Avgust je mesec manifestiranja, sreče, otroških sanj. Za vas bi moglo biti obdobje, ko se vam uresničujejo želje. Torej, stopite stran od dvoma, stopite stran od tega, da je nekaj nemogoče in tudi, če verjamete, da je nemogoče, morda se dajte tale teden raje ukvarjati vsem tistim, v kar pa verjamete, vsem tistim, v kar pa zaupate, da je za vas možno in v to vlagajte energijo. V vaši bližini bodo ljudje, ki vam bodo morda povedali, da ste nori, da ste prismuknjeni, da to tako ne dela, da kaj pa je spet z vami, kakšne neke čudne nore ideje imate. Skozi eno uho noter, skozi drugo ven, ljudje smo si različni. Prav je tako, zato pa vsi ne pašemo skupaj. V tem trenutku se odmikajte od negativnih, toksičnih ljudi. Število življenjske poti 4. 35. teden vam bo kar dal vetra, morda v vsakem trenutku, ko bo ta veter vsake 5 minut drugače pihal, vam ne bo najbolj prijetno. Namen tega pa je, da pravzaprav se vi odločite, pri čem boste vztrajali, ne glede na neurje. Kaj pa je tisto, ki vas resnično že v prvem pišu vetra mine? So stvari, ki so nam zelo pomembne, so stvari, zaradi katerih ali osebe, zaradi katerih bi šli v ogenj, skozi ogenj, v najbolj globoko in nevarno morje, in so stvari, ki pa pač vseeno nam naša varnost več pomeni. Zelo, zelo jasno se bo razlikovalo, kaj sodi v eno skupino in kaj sodi za vas v drugo skupino. Zelo pomembno za vas pa je, kot tudi celoten avgust, da ne razlikujete med tem, kaj ja in kaj je po merilu drugih. Ampak ne bo to vaše merilo. In naj ne bo merilo vedno le zanesljivost, ampak si včasih dovolite tudi nekaj, za kar morda menite, da ne bo tako super fino, fajn. Ampak dajte poskusiti. Saj veste, včasih kakšna zelo eksotična sladica se nam zdi, se kar malo bojimo posledičnih prebavnih motenj, ampak včasih nas lahko zelo eksotična hrana pozitivno preseneti. Samo en tak primer. Število življenjske poti 5. Energija, ki nas tale teden obdaja, za vas fantastična, vaša bujna domišljija bo delala na polno, zato jo nekoliko brzdajte. Super je, če se imate fajn, super je, če gledate filme, super je, če ste tudi sami nekako ustvarjalni, ampak bodite pozorni na vse tiste ljudi, ki vam veliko prehitro, veliko preveč obljubljajo, velika verjetnost je, da tega ne bodo izpolnili. Malček bo morda direktna pa reka, da tudi vi boste morda notri padli v kakšno idejo, v kakšen projekt, v nekaj, ko boste super, the best, to zdaj bomo naredili, pa se bo kasneje izkazalo, da ne. Velikokrat je že ta strast, ki nas prebudi, ki nas nekako potegne nazaj v tok življenja, tista, ki je sama sebi namen. Torej, ne biti razočarani, če določene stvari ne bodo imeli takega epiloga, kot ste menili, da mora biti. Velikokrat gre samo za izkušnjo in za doživetje. Število življenjske poti 6. Romantičen teden je pred vami, teden, v katerem je pomembno, da najprej prisluhnete sebi. Jaz vem, da vam po moje vsak teden isto govorim, ampak ljubezen se pravzaprav prične z ljubeznijo do sebe. Zdravo ljubeznijo do sebe. Ne govorimo o tem, da bi mogli biti vi na prvem mestu ali da bi mogli biti najbolj pomembni, ampak enako vredni. In tudi število 8, ki na nas vpliva meseca avgusta, točno to poudarja, tako zgoraj, tako spodaj. Poglejte svojo številko. Tale cajnica
Meni vedno spominja tako malo na košarico. Kaj polagate v to košarico? Kaj je tisto, kar vi izbirate? Kaj je tisto, kar vi sebi dovolite izbrati? 32. teden, bo teden izbire, drugačnih občutkov, možnosti, priložnosti. Torej, dajte vse ven tisto, kar za vas ni dobro iz te cajnice in potem dobre stvari zase sprejemati noter. To je vaša domača naloga. Število življenjske poti 7. V tednu, ki je pred nami, tale energija domišljije in navihanosti ne bo v vsakem trenutku ravno najbolj v skladu z vami, vas bo pa vedno znova spodbujala pri tem, da se nasmejte. Da ne jemljite vsega tako zelo smrtno resno v prav vsakem trenutku. Da morda prav vsaka podrobnost pa resnično ni tako življenjsko, fatalno, ključno, pomembna. Torej v tem času dajte svojemu umu počitnice. Ko imamo počitnice, šolske počitnice, naš razume, da se mu ni treba učiti, da ni treba skozi nekaj mlet, pa analizirati, pa delati, pa se pifljati. Podobno morda zdaj vi povejte, da ste na počitnicah, to ne rabite analizirati, tuhtati, argumentirati, raziskovati, ampak rabite doživeti. V tem času je za vas zelo pomembno, da si dovolite biti mogoče tudi malo štorasti, tudi malo površni, tudi Bog ne daj nepopolni, kajti v tej nepopolnosti se skriva toliko čudovitih delcev mozaika, ki mu rečemo življenje. In včasih, če smo preveč perfekcionistični, natančni, dosledni in tako naprej, življenje neha dihati in smo tudi mi v krču in potem ne zmoremo videti te lepote. Torej, drage moje 7-ke v tem tednu za domačo nalogo, dajte ga malo pobiksati, no, za spremembo. In še število življenjske poti 8. Avgust je močen mesec za vas. Močne energije manifestiranja in reorganizacije vas obdajajo. Torej, ta trojkica vam pomaga pri tem, da dosegate svoje otroške sanje, da pa tudi formirate drugačne odnose. Torej, na kakšen način vi komunicirate, na kakšen način vi svojo moč, svojo samozavest, svoj ogenj, da temu tako rečemo, izražate navzven. In kakšne osebe vas obdajajo? Za vse nas je zelo pomembno avgusta, da se obdajamo z osebami, ki so nam energijsko podobne. Ker ste energijsko močni, pa to pomeni, da pritegnete k sebi tako zelo pozitivne, kot tudi malo manj pozitivne osebe. V tem času dajte narediti en velik inventurni popis, kdo ja, kdo ne, kaj ja, kaj ne. Se pravi, to bo rdeča nit za vaš avgust. 32. teden pa vam bo prinesel nekaj zanimivega, na kar še 2 dni nazaj niste pomislili. Odločitev, ali boste to sprejeli in ali vas to srečuje, pa bo samo vaša. In na koncu še število življenjske poti 9. Tudi vam ne bo dolg čas. 32. teden vam prinaša veliko več otroške energije, igrive energije, navihane energije. Torej, po vsej verjetnosti boste koga vrgli na finto ali pa kdo vas. Torej, bo obdobje, v katerem si dovolite biti otroči, dovolite si graditi hiške iz peska, skakati po lužah, karkoli je tisto, kar vas polni in za vas simbolizira notranjega otroka. Velika verjetnost je, da se bo iz vašega otroštva dvignil kakšen spomin ali dogodek ali občutek, ki vas bo popeljal nazaj v neke čist druge čase. Dovolite si to popotovanje, dovolite si doživeti stvari. To je pravzaprav popotnica za vsa števila tega tedna, za vas pa še posebej. Zajemite tisto, česar si vi želite. Veliko čistko delamo avgusta, vem, da se ponavljam, ampak to se mi zdi zelo ključnega pomena. Ne izbirati to, kar si drugi želijo, ampak kar si vi želite. Poglejte svojo 9, učite se zajemati zase. To je bil pregled od 1 do 9. Tudi sicer je avgust močen mesec. Je mesec manifestiranja, reorganizacije, drugačne postavitve, prioritet naših lastnih vrednot in verjamem, da ste to do sedaj že opazili. Torej, brez občutkov krivde dajte na nek način drugače strukturirati življenje. Svoj urnik, svoje vsakodnevne obveznosti. V 32. tednu bo veliko drugačnih držljajev, ki se nam bodo pridružili, bolj pozitivnih, bom rekla, mogoče tudi možnosti, načinov delovanja, ki nam sicer niso blizu, ampak nam lahko v tem trenutku zelo pomagajo. Torej, pomembno je, da poslušate sebe, tako kot se posluša otroček. Dojenček, ko se zbudi sredi noči, ne reče: "O, mami pa spi, oči pa tudi spi, pa jutri ima oči službo, pa če bom zdajle jaz jokal, boste slabe vole, pa boste bile podočnjake, bom kar tiho." Ne, dojenček, ko se bo zbudil in bo lačen, bo začel jokati. Ko bo potreboval novo pleničko, tudi. Rodimo se s sposobnostjo izražanja lastnih potreb.
Absolutno je prav, da se naučimo naše potrebe na primeren način izražati, ob primernem času. Absolutno je prav, da se naučimo tudi sami zadovoljiti svoje potrebe, kajti nihče drug nam ne more dati občutka varnosti razen nas samih. Nihče drug nam ne more dati občutka lastne vrednosti razen nas samih in tako naprej. In podobno je tudi z rešitvami v življenju. Ne iščite rešitve za vaše življenje na poteh drugih, kajti poti drugih vodijo nekam drugam. Če boste vedno ciljali tja, kamor ciljali drugi, boste pretekli skozi ciljno črto drugih. O tem smo govorili že julija. Torej zdaj, ko imamo obilje nekih možnosti, idej, novih zanimanj in tako naprej, izkoristite to in samo izbirajte. Saj veste, kaj pravijo v življenju. Je parkrat fajn narediti orang inventurni popis. Se pravi, če damo nekaj klasičnih primerov. Kako pijete vašo kavo? Toliko možnosti imamo. Sladkorjem pa brez, pa s takšnim sladkorjem, pa z mlekom, pa z ne vem koliko različnimi možnostmi mleka, pa brez mleka, pa smetano, pa sladoledom. Kolikokrat eksperimentirate? Če jeste jajca, kakšna so vaša najljubša jajca? So to kuhana, mehko trdo, pečena, razžvrkljana? Sprašujte sami sebe za prav vsako področje življenja, kaj je tisto, kar je vam všeč, kaj se je spremenilo in kako lahko to preprosto popestrite. Tako kot recimo pri prehrani. Enkrat nam paše kavica tako, drugič drugače. Ko gremo na dopust, si po vsej verjetnosti vsako jutro zberemo drugačno vrsto jajčk ali drugačno vrsto zajtrka. Eksperimentiramo z življenjem, ker smo na počitnicah, ker smo morda v neki eksotični deželi, ker bomo zdaj probali vso tujo hrano, ker bomo zdaj šli plavati nekam drugam in se bomo bali, da bodo za nami prišli morski psi. A ni razburljivo? A niso počitnice včasih taka aventura lahko? Tudi življenje je v končni fazi prav vsakič, ko prečkate cesto, bi vas lahko teoretično povozil avto. Tudi sicer v življenju nikoli nimamo zagotovila, da bomo zvečer v miru se ulegli na posteljo. Tudi sicer v življenju imamo veliko možnosti popestritve svojega vsakdana, popestritve sebe, popestritve načina razmišljanja. Tudi najbolj dolgočasna opravila lahko popestrimo in v 32. tednu nam bo domišljija pomagala točno pri temu. Predvsem največja dragocenost tega tedna pa je, da zaključim še enkrat in ponovim, rešitve, ki so drugačne. Torej v tem času ne počnite stvari tako, kot jih počnete že zadnjih 10 let. Prisluhnite ljudem, ki delajo stvari drugače in jih povprašajte, zakaj. Pojdite v pogovor, pojdite v raziskovanje, pojdite v prepoznavanje, predvsem v prepoznavanje svoje lastne drugačnosti. Kaj je tisto, kar bi rekli, da se je v zadnjih 15 letih daleč najbolj spremenilo pri vas? Smo v močnem procesu spreminjanja. Zato tudi vsako oddajo postavljam podobno vprašanje, kajti če smo iskreni, če pogledamo samo 4 mesece nazaj, kako so se naša mnenja o določenih ljudeh, o določenih situacijah, o določenih zadevah spremenila. Pa še se bodo. Leto, v katerega prihajamo, leto 2022, je mojstrsko in v mesecu avgustu nas energija sprašuje, kaj je tisto, kar nas osrečuje, zato, da bi lahko leta 2022 to veliko bolj močno, zakoreninjeno in mogočno postavljali. In ko stopimo v slaščičarno in imamo nešteto različnih okusov sladoleda, seveda traja, preden se mi zdaj odločimo, ali bomo to, ali bomo to, ali bomo to. Če smo tip človeka, ki rad eksperimentira. In jaz upam, da v življenju se niste zapičili v samo en okus, ampak radi poskušate, radi eksperimentirate, radi spreminjate svoje življenje, kajti če tega ne počnemo sami, življenje poskrbi za to, da se spremeni. Nič ni večno enako. Torej 32. teden nas želi na lep, prijeten, igriv, navihan način postreči s kar največ vzorčki, primeri, okusi, vonjavami, doživeti, občutki in čustvi življenja. In jaz vam želim en teden, v katerem si boste upali poseči povsem v tisto, kar ste si morda do sedaj sami prepovedovali, ker ste menili, da to za vas ni dobro oziroma da vi si ničesar ne zaslužite. Torej vsa ta neka navlaka zapisov, da si ničesar ne zaslužite, zato ker ste vi slabi, tisto pa je dobro, naj v tem tednu odide stran od vas. Torej, dragi moji, hvala lepa za vašo družbo.
Jaz vam želim en teden, ki bo resnično fantastičen. Vabljeni znova na ETV ob 8. zvečer v ponedeljek, v novo oddajo, v kateri bo z mano tudi Jakob Kapus. Torej, čudovit preostanek avgusta vam želim in se vidimo čez en teden. Pa, pa!